19. Da bi razblinili ta mit, smo se v pisarni Evropskega parlamenta odločili, da v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije organiziramo 12 spletnih razprav. Z razpravami bomo poskušali zelo konkretno odgovoriti na vprašanja, ki si jih danes zastavljamo državljani Evrope. Danes, v luči Dneva Evrope, začenjamo s prvim pogovorom z naslovom Pandemija v Evropski uniji, kaj smo se naučili in kako naprej. Še enkrat bi se zahvalila vsem govorcem za njihovo prisotnost in se že veselim razprave. Hvala. Manja, hvala tebi. Spoštovani udeleženke in udeleženci tega webinarja, zdaj pa je čas, da spoznate naše današnje goste. Vabilo k pogovoru so sprejeli imunolog in mikrobiolog dr. Alojzij Han. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Poslanka Evropskega parlamenta Romana Tomc iz Evropske ljudske stranke, dobrodošli. Dober dan. Poslanec Evropskega parlamenta dr. Klemen Grošelj iz politične skupine Renew Europe, dober dan želim. Lepo pozdravljeni. In pa nekdanji poslanec Evropskega parlamenta ter veleposlanik Slovenije pri Zvezi NATO, zdaj pa vladni govorec Jelko Kacin, lep pozdrav. Pozdravljeni in hvala za povabilo. Med oddajo se nam bo oglasil tudi poveljnik civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk in seveda ste tu tudi vi udeleženci tega seminarja, ki ste vabljeni k aktivni udeležbi, da se nam v klepetalnici oglasite z vprašanji za goste in pa s komentarji. Spomnimo se obdobja okoli novega leta, takrat so mediji začeli poročati o nenavadni pljučnici, ki se širi v kitajskem Wuhanu. O približno 50 okužbah v parih dneh so poročali mesec dni pozneje, več kot 600 mrtvih, 30 000 potrjenih okužb in prva potrjena okužba v Italiji. In danes, 4 mesece pozneje, številke so znane, skoraj 4 milijone potrjenih okužb, 270 000 žrtev je terjal virus. Dr. Alojzij Han, kljub temu, da smo opazovali bliskovito širjenje, so bili povsod, kamor je na novo prišel virus, presenečeni. Kdaj je pri vas nastopil tisti trenutek, ko ste se zavedali, kako resen in pa obsežen je ta problem? Ja, v resnici takrat, ko so v Italiji začeli poročati, da so opazili prve primere. Vsi smo seveda spremljali Kitajsko, čudili smo se velike razliki med številom bolanih pa mrtvih, pa med ukrepi, ki so jih sprejemali, ki pa so bili nesorazmerno resni. Se pravi, praktično so zaprli mesto, zaprli provinco z 60 milijoni ljudmi. Tako da to diskrepanco sem si jaz, pa še mnogi, smo si takrat razlagali z težavami Kitajske v Hongkongu, takrat so bili ravno na meri in se je nekako zdela verjetna razlaga, da mogoče malo pretiravajo z vojaštvom za to, da bi nekako z razglasitvijo nekih izrednih razmer umirili Hongkong. Potem, ko je pa zadeva prišla v Italijo, smo pa nekako vsi vedeli že takoj na začetku, da je pač vrag vzel v šalo. In seveda se je potem to jasno pokazalo, sploh malo kasneje, ko se je videlo, da tisto, kar se je zdelo začetek v Italiji, je čez en mesec bilo jasno, da to sploh ni bil začetek, da so imeli Italijani takrat precejšno smolo, ker je bila sezona gripe, približno v istem času, ko so oni nekaj tednov že imeli okužbo. Tako da to, kar so Italijani doživeli, je pravzaprav scenarij, ko epidemije nekaj tednov ne opaziš in ko so se začeli primeri v Italiji, potem tisto naraščanje števila primerov ni kazalo naraščanje okužb, ampak je kazalo samo naraščanje diagnostike. Okužb je bilo pa ogromno. Torej danes, ko delajo analize, se je videlo, da v tem primeru, ko se zamudi okužbo, je pravzaprav v nekaterih mestih okrog Bergama imajo 60% prekuženost, kar pomeni, da ima ta virus potencial zaradi tega, ker je nov virus in ker smo vsi neodporni na njega,
Se pravi, ta virus ima potencial, da v nekaj tednih okuži večino prebivalstva, če se nič ne naredi. Ne? Recimo v nasprotju z gripo, kjer tudi če nič ne naredimo in nažalost v resnici nič ne naredimo, ker je cepljenje zelo slabo. Ne? Se pravi, gripa se lahko spontano širi kvečjemu do 10%. Več ne zbolimo. Ta virus ima pa, zaradi tega, ker imamo imunost na prejšnja leta gripe. Medtem ko ta virus, ki je pa čisto svež, ima pa zgornjo mejo, da naredi okužbo pri več kot polovici ljudi. In to je seveda pri teh lastnostih, ki jih ima ta virus, popolnoma nesprejemljivo, da ne bi nič ukrepali. In zdaj, če morda nekoliko razširimo sliko, če kdaj, potem se je zagotovo zdaj pokazalo, kako enovito je človeštvo, enovito v grožnji pred virusom, kar nakazuje tudi potrebo po enotni reakciji. Dr. Ihan, kako ste vi opazovali reakcijo na evropski ravni? Kje je po vašem Unija odreagirala dobro in pa kje bi lahko ste odrezala bolje? Ja, torej, težko je pričakovati od evropske ravni, da se bo odzvala na nek način ustrezno proti nečemu, kar prej ni bilo. Se pravi, to je en popolnoma nov pojav. Ne? Noben ni bil na njega pripravljen. Gre za virus, ki ga poznamo 5 mesecev in 2 meseca imamo z njim problem. Ocenjevati, kdo je bil na njega pripravljen ali ne, je skoraj rahlo demagoško, kajti to je enako, kot bi rekel, dajmo oceniti, kdo je pripravljen na cunami, ki dvigne morje 100 metrov visoko od obale. Ne? Gotovo, da ni noben pripravljen, ker se tega še nikoli prej ni zgodilo. Torej, tudi zdravstveni sistem, noben ni bil pripravljen na to in tudi razumljivo, da ni bil, če tega pojava prej še nismo imeli. In šele danes, ko pravzaprav 5 mesecev poznamo ta virus, nekako vemo, vemo tista osnovna pravila, s katerimi lahko virus zadržimo, vemo, kaj se zgodi, če ta virus ne zadržimo, in pa tisto, kar je mogoče še bolj važno, poznamo tista bistvena vprašanja, na katera moramo odgovoriti v naslednjih mesecih, da se bomo znali obnašati v jeseni, ko bomo verjetno imeli spet težave s tem virusom. Okay. Gospa Romana Tomc, razburkano delovno vzdušje med stotinami kolegov v Evropskem parlamentu, bodisi v Bruslju, bodisi v Strasbourgu, ste nekako zamenjali za stike prek video povezav. Kako poteka delo na domu, delo v ljubljanski pisarni? Približno tako, kot se zdaj mi pogovarjamo, tudi mi se redno dobivamo, delo, bi rekla, dokaj intenzivno teče, precej normalno, vendar seveda preko teh video povezav. Tako da danes smo se recimo že sestali na eni delovni skupini, kjer smo obravnavali nek delovni dokument glede tako imenovanega recovery plana, ki ga pripravljamo na nivoju Evropske unije. Skratka, delo poteka normalno, če izvzamemo pač to, da moramo komunicirati preko spletnih omrežij. Je pa vseeno to na nek način vendar moteče, ker čisto konkretno povem, recimo neki sestanki skupine trajajo po 3-4 ure. V tem času seveda se poslanci med seboj tudi zunaj dobimo, izmenjamo kakšna mnenja, stališča in se tudi tam dogovorimo o kakšnih konkretnih stvareh. Tako pa tukaj preko spletnih omrežij pa to seveda ni mogoče v takšni meri. Skratka, nemudoma ste opazili, kaj prinaša omejitev gibanja. To je bila ena prvih refleksnih reakcij na evropskih tleh. Tako kot so se posamezniki držali zase in še vedno so se vase potegnile države članice Unije. S kakšnim razočaranjem ste spremljali najprej neusklajeno zatesnevanje meja med državami in še bolj morda potem ob prepovedih izvoza medicinske opreme? Vaš komentar.
Ja, moram reči, da jaz se globoko strinjam z dr. Ihanom, da vprašati, kdo in kako je bil pripravljen na to krizo, ki je nekaj popolnoma novega, je pravzaprav ni pravo vprašanje. Nihče ni bil pripravljen, niti Evropska komisija, niti Evropski parlament, niti katerakoli druga institucija v Bruslju, niti na nacionalnem nivoju. Je pa vprašanje, kako hitro pa so se potem sposobne te institucije nekako organizirati in kakšna je njihova vloga, da pomagajo. No, tukaj se je pa vendarle pokazalo, da je Evropska unija grajena za dobre čase, da seveda najbolje funkcioniramo takrat, kadar ni težav. Ko pa se pojavi kakšen dež, kakšni slabši časi, pa so težave kar velike in tukaj se potem pokaže tudi na nek način egoizem, ki se je pokazal, tudi tistih, ki sicer v mirnih časih na sestankih z neko bruselsko latovščino govorijo o solidarnosti, o tem, kako moramo biti enotni, pa so, ko je bilo treba, pokazali svoj pravi obraz, vse države praktično so takoj zaprle svoje meje. Da ne rečem, še kakšne hujše stvari so se dogajale, kot so recimo kraje medicinske opreme in tako naprej. No, ampak jaz mislim, da po tem začetnem šoku, pa vendarle je prišlo do neke konsolidacije in da zdaj stvari na nivoju tudi Bruslja, Evropske unije pač tečejo, predvsem na tistih področjih, da veste, preveč včasih pričakuje, kaj sploh lahko naredi Bruselj, kaj lahko naredi Evropska komisija. In tisto, kar lahko naredi, moram reči, da zdaj kar pospešeno dela, kar pa največ lahko naredi, je, da sprošča pravzaprav vse preveč regulirane predpise, recimo omogoča državne pomoči pod drugačnimi pogoji, kot je bilo zdaj. Skratka, sprošča vse, kar se sprostiti da bi lahko države čim bolj normalno funkcionirale, da bi jim pomagali tudi iz Bruslja, da bi lažje premagali krizo. Ampak dejstvo pa je, da države so tiste, vsaka država zase pa je najbolj odgovorna, da najde učinkovita orodja za spopad s krizo. Gospod Jelko Kacin, prva, ki je izkusila pomanjkanje evropske solidarnosti, je bila Italija, ko je prosila za pomoč, ta pa ni bila ravno velikodušna. Izkazalo se je, da so zaloge zaščitne opreme po državah članicah premajhne, že za lastne potrebe. Evropske institucije so imele pomanjkljive podatke o tem, kakšne so zaloge, tudi Center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Ampak iz Bruslja so že konec januarja prihajali pozivi, da naj si države zagotovijo dovolj opreme. Bi se morala že takrat Unija ukvarjati tudi z usklajenimi preventivnimi ukrepi? Torej, rekel bi, da se je virus pojavil iz uvoza. Pojavil se je iz Kitajske. In če Evropa komunicira s Kitajsko enotno, če komunicira s Kitajsko kot Evropska unija, potem ima zagotovo višjo specifično težo in več bi lahko z kitajske strani izvedela o bolezni, ki jo danes zelo slabo poznamo. Čeprav vemo že marsikaj, in to je bolj tema za profesor Lojza Uhana, ampak še vedno vemo zelo, zelo malo. Na tem nivoju verjamem, da bi bilo mogoče storiti več. Pravočasno vedeti pomeni, da se zavedanje o tem, za kako resen problem gre, lahko širi hitreje in potem pridemo do operativnega ukrepanja. Naj mi profesor Uhan ne zameri, če bom jaz zdaj uporabil en termin, ki sem ga uporabil na srečanju direktorjev bolnišnic, zdravstvenih domov, pa tudi domov za starejše, v navzočnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje in tudi svetovalne skupine. Eno je meditirati, drugo pa je odločati in na podlagi odločitev ukrepati. Tukaj je vsaka država posebej morala sprejeti neko oceno, na podlagi tega so bile potrebne odločitve, na podlagi odločitev je bilo treba te odločitve uveljaviti. Evropska unija ni prav dobro usposobljena za
te vrste ukrepanja. To ve tudi profesor Ihan sam najbolje. Čeprav je Evropska unija imela tudi na področju zdravstva kar močno strokovno skupino, imela je inštitucije, s katerimi se je že predtem relativno uspešno sodelovalo, ampak to je bil, kot ste rekli, na samem začetku nov izziv. Problem je nastopil pri konkretnem ukrepanju. Dejstvo je predvsem, da proizvodnje teh zaščitnih sredstev v Evropi praktično ni. Tudi najboljši, najbolj ugledni, najdražji proizvajalci najbolj sofisticiranih ventilatorjev imajo vsi po vrsti proizvodne linije na Kitajskem. Vse, kar se je kupovalo na Kitajskem, čeprav so to bodisi ameriške, evropske ali pa kakšne druge blagovne znamke. Zaradi tega sem prepričan, da je potrebno za boljše obvladovanje potencialnega drugega vala zdaj tudi z nivoja Evropske unije vzpostaviti veliko bolj neposredno ne le komuniciranje, ampak operativno sodelovanje z Kitajsko. In na drugi strani je dejstvo, da se bodo države na podlagi teh negativnih izkušenj odločale tudi za lokalno proizvodnjo tukaj v Evropi nekaterih osnovnih zaščitnih sredstev, ampak tudi tistih bolj sofisticiranih. Jaz sem že večkrat povedal, da so najdražje maske tiste, ki jih ni, in da so najdražji ventilatorji tisti, ki jih nimaš. In iz teh razlogov seveda je to ena velika šola, ki je seveda v našem konkretnem primeru bila relativno poceni. Koliko bo stala na ravni gospodarstva, na ravni posameznikov, ki so dolgo doma, ko govorimo o izpadu prihodkov, to je seveda drugo vprašanje. Ampak dejstvo je, da bomo morali biti v prihodnje veliko bolj operativni in naj mi ne zameri nobeden od vaju evropskih poslancev. Bojim se, da bo Evropska unija tista, ki bo takrat, ko bo že vse zelo normalno, še vedno delala online, kar bi se prevedlo v slovenščino dopisno, veste pa, da dopisno ukrepati preprosto ni mogoče. Torej, celotna struktura inštitucij Evropske unije se bodo morale prilagoditi in zaslužijo si kritiko prej in zaslužijo si kritiko tudi sedaj, ker se preprosto ne znajo prilagoditi. Problemi so pri soočanju z virusom, z bolniki, z okuženimi. In to ni mogoče obvladovati iz pisarn in to ni mogoče obvladovati online. Tega se mora Evropska unija zavedati, mora se temu prilagoditi in mora pridobiti ponovno zaupanje ne le državljank in državljanov, ampak predvsem evropskih voditeljev. Tudi na ravni evropskih voditeljev, ki so morali vsak posebej neposredno sprejeti na svoje ramena vso odgovornost za stanje v svojih državah. Tudi na tej strani je veliko upravičenih kritik, ki danes niso izrečene v javnosti, bo pa prišel trenutek, ko bo, če se Evropska unija ne bo prilagajala hitreje, odzivala hitreje, zagotovo močno odmevalo v javnosti. Tega si nihče ne želi. Evropsko unijo res potrebujemo. Z Evropsko unijo smo zagotovo uspešnejši, smo močnejši, ampak dogovor je potreben hitreje in odločitve je potrebno uresničevati hitreje. Iz teh naslovov ste velikokrat slišali tudi kritike na račun resorja, ki ga pokriva naš komisar. Vsi voditelji si želijo več ukrepanja, vsi voditelji si želijo več odzivnosti, predvsem pa si želijo konkretnih rezultatov. Bom končal s tole mislijo. Hvala lepa, dr. Klemen Grošelj. Zdaj bi pa vas prosil, če bi morda lahko ovrednotili orodja kriznega upravljanja, ki jih je imela Evropska unija na voljo v tej krizi. Obenem pa bili ste neposredno izzvani, besede gospoda Kacina so letele tako na vas, kot pa tudi na gospod Tomčeva. Ja, poglejte, moj pogled na Evropsko unijo je malce drugačen. Evropski parlament, saj po moji oceni, je eden tistih organov oziroma ena iz tistih institucij Evropske unije, ki je pravzaprav v tem pogledu še ena najbolj aktivnih in najbolj odzivnih.
Težava je v tem, da mi včasih pozabljamo, in to tudi evropski voditelji pozabljajo, da pravzaprav pomemben soodločevalec v Evropski uniji, poleg parlamenta in komisije, je svet. Se pravi, če Evropska komisija nima pristojnosti na področju zdravstva in pač izvirno nima, in to tudi v pogodbah je tako zapisano, potem pač na tem področju ne moramo pričakovati, da bo Evropska unija ukrepala. Spomnimo se recimo razprav vezanih na nabave zdravil, ki so se začele ravno nekaj mesecev preden se je začela ta kriza. Zdaj, reakcija države je bila pričakovana. Vsaka država, in to običajno naredi vsak drug sistem, to je po sistemski teoriji povsem pričakovano, se zapre v krizni situaciji in potem poskuša poiskati tisto neko stabilnost in potem išče povezave naprej. To je pač že v sistemski teoriji pravzaprav navedeno. Tisto, kar je pomembno, je to, da smo po prvem šoku, ki je bil vsekakor, šok je bil za vse. Tisto, kar je treba poudariti, da se nekako ustvarja vtis, da je pravzaprav okoli tega virusa bilo vse jasno. Pravzaprav nič ni bilo jasno okoli tega virusa. Mi nismo imeli popolnoma zanesljivih informacij, kaj se dogaja na Kitajskem. Kitajska je bila okoli teh informacij relativno zadržana. Tudi zdajšnje raziskave jasno potrjujejo, pa ne bom zastopal v področje, ki ni strokovno niti blizu, ampak vendarle kaže se, da je bil ta virus dlje prisoten v Evropi, kot se je morda zdelo na začetku. In zdaj sprevaliti vso odgovornost in reči, da je Evropska unija popolnoma odpovedala. Jaz bi rekel, da se Evropska komisija v tej krizi bistveno prej reagirala, kot je recimo reagirala v primeru krize leta 2008-2009. Tudi sedanje aktivnosti Evropske unije oziroma komisije in vseh institucij evropskih mislim, da se odzivajo relativno dobro. Prihaja pa trenutek, in to je ta trenutek, ko se bodo te ukrepi začeli sproščati, ko se bomo soočili, zdaj smo imeli zdravstveno krizo in kot kaže, sledi ena najhujših v zadnjih, celo nekateri govorijo v zadnjih 100 letih, najhujša gospodarska in finančna, posledično tudi socialna kriza. Če pogledate naslove v vseh vodilnih evropskih in svetovnih časopisih, boste videli, da so ocene, da gre za gospodarski padec, kakršnega naša generacija oziroma nekaj 10 generacij ni doživela. Se pravi, nekateri primerjajo to celo recimo v primeru Združenega kraljestva z recesijo, ki se je zgodila leta 1704. Torej, to je to. Zdaj, kar se tiče kriznega odzivanja, Evropska unija zdaj poskuša to vzpostaviti, vendar pri tem je treba vedeti tisto, kar sem na začetku želel poudariti. Evropska unija se bo toliko bolj uspešno soočala z podobnimi globalnimi izzivi, kolikor bodo pripravljene države članice prenašati pristojnosti z nacionalne ravni na skupno evropsko raven. In tudi ta kriza ponovno po 10 letih, dobrih 10 letih ponovno opozarja, da je potreba več kot očitna po ponovnem ravnovesju pristojnosti med Unijo na eni strani in državami članicami na drugi strani. Torej, lahko rečemo, da ostane zdravstveni sistemi povsem v pristojnosti držav članic, pri tem pa se lahko seveda oblikujejo mehanizmi, ki bodo pač pomagali državam članicam v trenutku, ko se bodo te nacionalni zdravstveni sistemi znašli na neki kritični točki preobremenjenosti. Recimo, to je lahko ena rešitev. Ampak tak dogovor je treba doseči na ravni 3 institucij, se pravi Evropske komisije, Evropskega parlamenta, kjer glede na našo resolucijo, ki smo jo sprejeli 17. aprila, ne pričakujem posebnih težav glede politične podpore, in pa seveda na ravni sveta EU. Tu je potrebno poiskati tisto konsens in politično voljo, da se gre v smeri krepitve pristojnosti Unije kot take. Hvala lepa. Zdaj pa morda lahko v neposredni izkušnji prisluhnemo iz ust poveljnika civilne zaščite za Notranjsko Sandija Turka. Dobrodošli. Kako ste vi opazovali delo Evropske unije kot človek na terenu? Lep pozdrav vsem vašim eminentnim gostom. Glede na to, da imamo malo narodno ime, na Notranjsko pokrivamo tudi primorski del, pokrivamo južno-hrvaško mejo in pa italijansko mejo, kar pomeni, da sem tudi v vsakodnevnih stikih tako s kolegi na Hrvaškem kot v Italiji. Ne glede na vse polemike Evropa, Slovenija, moram naglasiti, da smo zlata zvezda evropskega prostora, da Slovenija je z odločnostjo vlade Republike Slovenije in ukrepi, ki so bili na robu
časovne omejitve uspela doseči to, da smo danes ena od najbolj uspešnih evropskih držav. Se pa tukaj pridružujem mnenju gospoda Jelkota Kacina pri njegovi razpravi. In sicer tudi ta majhna država in ta vlada, ki trenutno upravlja Slovenije, je pokazala neprimerno večjo stopnjo in višjo stopnjo solidarnosti od evropskega prostora, saj mojim kolegom na italijanski strani, ki so bosi in nagi, nudila tako materialno pomoč v zaščitnih sredstvih in to na koncu ne na slovenske polemike tudi zagotovila ta sredstva po neki ceni, ki so neprimerno manjša, kot to moji kolegi na Hrvaškem in Italiji plačujejo. Jaz s štabnega vidika upravljanja kriznega menedžmenta vodne in civilne zaščite sem verjel, da bo ta solidarnost evropskega prostora dosti višja. Najprej sem jo videl pri nabavi zaščitnih sredstev. Evropa je močna, je velika in bi lahko v krajšem času dosegla boljše pogoje in hitrejši odprtost zračnega in pa prometnega prostora pri dobavi zaščitnih sredstev. In kot ste najavili v uvodu, pri zdravstveni oskrbi. Vse članice Evropske unije niso enako močno porazdeljene po zdravstvenih problemih in bi lahko tudi zdravstvo nekaterih drugih članic Evropske unije bilo bolj solidarno in pomagalo najbolj prizadetim kot recimo Italiji. Seveda nas je tukaj nekaj izučilo, ponosen sem na Primorce in Notranjce in naglašujem, da je Primorska zopet ustala, ne samo 17. septembra v zgodovini, tudi zdaj je ustala v skupni prostor. Smo prva slovenska regija, ki smo dosegli samooskrbo pri maskah. Vsi naši občani v regiji so dobili maske, zdaj že oskrbujemo gospodarstvo. Vendar, če bi ta povezanost bila tudi znotraj evropskih držav tako močna, kot si je to izkazal slovenski narod, bi danes vsi skupaj bolj uspešni. Hvala. Sandi Curk, najlepša hvala za to, da ste delili vaše vtise z nami. Preden pa nadaljujemo in se zazremo v prihodnost, pa bi z vami, gospod Ihan, rad bi vas vprašal, kako vi prebirate rezultate najnovejše analize nacionalne preiskave o prekuženosti. Pokazala je, da je virus dosegel vsakega 30. državljana, kar postavlja prekuženost na neke dobre 3%. Kako vi berete rezultate te analize? To so pač analize, ki so nujno orodje za to, ker vemo, da virus je, da virus ne bo izginil. Bo treba pač, vsaka država bo morala na podlagi takih analiz nekako spremljati svoje okužbe. In zaenkrat seveda vemo, in to velja za cel svet praktično, da velika večina ljudi na virus ni imuna, zato, kot sem že omenil, bi brez protivirusnih ukrepov pravzaprav ima ta virus potencial, da okuži več kot polovico ljudi in povsod, kjer se je taka okužba zgodila, namreč ne več kot polovica. Dovolj je, da se zgodi okužba več kot 10% ljudi, povsod tam so pač številne žrtve zaradi tega, ker takoj, ko je okuženih dobršen del populacije, potem ti ljudje delajo in v bolnicah in v domovih za ostarele, kar pomeni, da ni mogoče zadržati okužbe, da ne bi vdrla v te institucije, kjer so posebej ogroženi. Se pravi, nobeni državi, ki bi bila masovno okužena, ni uspelo preprečiti tega vdora in zaradi tega imajo ogromne žrtve in poleg tega pa se z večjo stopnjo okužbe tudi podaljšuje to stanje zapore družbe, kar pomeni, da z večjo okužbo pride tudi večja gospodarska škoda. In zaradi tega je danes že vsem državam jasen na podlagi teh izkušenj, da si izbruhov epidemije, kjer bi bilo okuženih 10 ali pa več odstotkov ljudi, enostavno nihče ne sme privoščiti. In ob tem pa seveda je dobra novica to, in to je tudi novica, ki izhaja iz te študije, da pravzaprav tiste države, ki so
v zgodnji fazi zaznale epidemijo, ki so začele v zgodnji fazi z ustreznimi protivirusnimi ukrepi. Tiste države so to maksimalno okuženost pravzaprav zmanjšale na nekaj odstotkov, kar pomeni, da se da, če se uporablja protivirusne ukrepe in vse kaže, da je osnovni protivirusni ukrep pravzaprav, da je pravzaprav osebna protivirusna zaščita. Se pravi, če vsak človek upošteva te osnovne postavke, distanca, roke, maska, pa razkuževanje površin, ki jih več ljudi prijema ali pa v katere dihamo, torej, če se to upošteva, potem se virus praktično ustavi. Torej, v družbi, kjer bi vsi izvajali te protivirusne ukrepe, pravzaprav večji izbruh, tako imenovan drugi val, niti ni verjeten. In to mislim, da je pomembno sporočilo, ki se je po teh 2 mesecih epidemije v Evropi izoblikovalo. In tisto, kar je seveda najtežje, je, da v tem trenutku, ko se bodo morale vse dejavnosti odpreti, da se ob odpiranju na nek način vsi izobrazimo oziroma se naučimo, kako ob dejavnostih, ki jih bomo začeli spet izvajati, kako obdržati to navado osebne protivirusne zaščite. Dr. Ihan, najlepša hvala za to pojasnilo. S tem ste pravzaprav odgovorili tudi na vprašanje enega izmed udeležencev webinarja, ki jih obenem vabim, da če imajo še kakšno vprašanje, kakšne komentarje, so dobrodošli, da jih zapišejo v klepetalnici. In ko omenjate, ko govorite o enotnih ukrepih in o tem, kakšna prekuženost je še vzdržna in kakšna ne, vprašanje najprej za gospoda Kacina, če nam morda lahko pomagate razumeti neko logiko te kolektivne varnosti, kako je mogoče zdaj, da v enih državah sprejemajo izredno stroge ukrepe, ki se pokažejo za učinkovite, in potem druge, kot je denimo Švedska, pač ne. To nekako velja v nekem sistemu, ko so meje zaprte, mi pa si najverjetneje take Evrope ne predstavljamo. Nobena država v Evropi, nikjer po svetu si ne želi obiskovalcev, ki so COVID pozitivni. Zato je samo vsaka država posebej odgovorna, da ta virus zameji, da ga, če smemo uporabiti ta izraz, ignorira in prepreči njegov pohod. Če citiram profesor Kreka, ki je zdaj prevzel vodenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, virus nima nog in nima kril. Virus lahko širimo samo mi s tem, da ga prenašamo na druge ljudi. Zato je seveda ključen ukrep ozaveščanje prebivalstva in prevzemanje polne odgovornosti, da nobeden od nas, tudi od nas, ki ta hip sodelujemo v tem pogovoru, ni tisti, ki virus širi. In zato se moramo temu prilagoditi. Da bi to bilo mogoče, da bi se temu lažje uprli, je seveda, če je to politična razprava, kar mislim, da je, potreba pač povedati, da so države članice storile v mnogih primerih veliko več, kot pa je bilo od njih pričakovati, in tisti, ki so se odzvali dovolj radikalno, so bili pri tem tudi veliko bolj uspešni. Jaz se strinjam z gospod Tomc, ki je opozorila na vlogo Evropskega parlamenta. Res je, Evropski parlament je bil kritičen, zahteval je ukrepanje evropskih inštitucij in tisto, kar se mi zdi v tem trenutku najpomembneje, je to, kar je pravzaprav povezala s svojim delom podpredsednica Evropske komisije Margrethe Vestager, ki zdaj aktivno promovira to aplikacijo, ki bi si jo prostovoljno državljani naložili na svoj prenosni telefon in ob potovanju znotraj Evropske unije na nek način omogočali pravi monitoring in pravočasno opozorili, da je nekdo prišel v stik s COVID-om. Skratka, da vam dam eno drugo ilustracijo
In na Ampak koncu... kratko prosim, zato da lahko se dotaknemo vseh tem, tudi ostale govorce prosim za koncizne odgovore. Nadaljujte, prosim. Naša vsenacionalna raziskava je pokazala, da je od 41 pozitivnih, če odštejemo 2, ki sta bila že prej okužena, 39 ljudi na tak ali drugačen način se srečalo z virusom ali jih je virus oplazil in zato imajo zdaj neke vrste protiteresca. Ne vemo pa, ali so imuni. Ampak vsi, ki se bomo morali gibati, se moramo pripraviti na to, da bomo sledili in zaznali vsako nevarnost, da smo bili v stiku z virusom. Na drugi strani se mi pa zdi ključno to, zaradi česar sem jaz kritičen do misli, ki je izrekel kolega Klemen Grošelj, ki je rekel, da Evropska komisija nima pooblastil. Evropska komisija je zamudila priložnost, da bi se odzvala, da bi imela pobudo. Zakon jo zavezuje, ima dolžnost, da daje pobude, da daje iniciativo, da prevzema odgovornost in če bi Evropska komisija v teh razmerah to storila, verjemite mi, bi Evropski parlament na eni strani in na drugi strani bi evropski voditelji dali večja pooblastila. Kajti v krizi je potrebno ukrepati, v krizi je potrebno odločati na podlagi pomanjkljivih informacij ali pa celo brez dejstev, potrebno je ukrepati v realnem času in potrebno je ukrepati preventivno, se pravi pred časom. To so tiste stvari, ki smo se jih na institucionalni ravni naučili v tej krizi. Ko pa govorimo o postkriznem času in če nadaljujemo s to mislijo o prenosu pristojnosti na evropsko raven, vemo, da so zdravstvene politike, zdravstveni sistemi v pristojnosti posameznih držav članic. Ob tem pa je sledila hitra 3-milijardna pomoč zdravstvenemu sektorju prek instrumenta za nujno pomoč, nekaj prek zalog medicinske opreme. Ampak ali vas izkušnja zdajšnjega časa napeljuje k ideji, da bi bilo dobro več pristojnosti na področju zdravstva prenesti na evropsko raven? To je vprašanje za oba poslanca. Morda najprej beseda gospe Tomčevi, prosim. No, če direktno odgovorim na vaše vprašanje, moje mnenje je, da trenutne pristojnosti so povsem zadostujejo za to, da v bistvu Evropska komisija in ostale institucije pač delujejo v dobro vseh Evropejcev, če tako rečem. Jaz zagovarjam to, da ohranimo določeno stopnjo seveda nacionalne suverenosti, ker sicer ne bi potrebovali sploh evropskih držav več, imeli bi federacijo, meja ne bi bilo več in vse bi prenesli v Bruselj. To so pač koncepti, ki so različni in imajo svoje dobre in slabe plati. Jaz seveda zagovarjam tistega, kjer ohranjamo svojo suverenost. Je pa ta kriza pokazala, da ima Evropska unija velike težave na recimo 3 področjih. V institucionalnem smislu, kar bi rekla, da se kaže predvsem v neenotnosti in nesposobnosti enotnega odziva, v nesposobnosti hitrega odziva, za vse je potrebno zelo veliko časa, in v nesposobnosti učinkovitega odziva, ker tega učinkovitega odziva enostavno ni. Naj ponazorim s primerom, ki je zelo aktualen, ravno ko govorimo o zaščitni opremi in teh maskah, o katerih je toliko govora. Poglejte, javno naročilo strani Evropske komisije je bilo objavljeno že nekaj časa nazaj, vendar do danes Slovenija konkretno iz tega javnega naročila ni, kot je meni znano, dobila še nobene maske, ker seveda stvari potekajo tako zelo počasi. In če bi čakali na odziv Evropske komisije, ki se je odzvala, pa vendarle so postopki tako dolgi, bi bili danes v Sloveniji pač bosi in bi bili naši rezultati v spopadu s covidom precej drugačni. Druga zadeva je velik prepad med teorijo in prakso, med besedami in dejanji. Poglejte, skupni trg počasi se sooča z izjemnimi težavami. Mi se sedaj veliko pogovarjamo predvsem o tem, kako, kot ste vprašali, kako po krizi, kako zagotoviti sredstva za to, da bo evropsko gospodarstvo padlo čim manj, ker vsi vemo, da padlo bo, kako ohraniti vsaj približno na nivoju to evropsko gospodarstvo,
ki seveda je pomembno tudi zato, da ohranimo nek življenjski standard in neko socialo. In tukaj vam po pravici povem, morda to v javnosti ni tako znano, mediji tega tako ne poročajo, ampak tukaj je izjemno polarizirano mnenje med tem, kako bomo zdaj financirali države, kako jim bomo pomagali, ali bomo to dali v obliki kredita, ali v obliki nepovratnih sredstev. In koncepti med severom in jugom, med vzhodom in zahodom so zelo daleč vsak sebi. Tako da tukaj moramo narediti. In še samo tretjo zadevo še dodam. Poglejte, pokazala se je tudi izjemna odvisnost in posledice globalizacije Evropske unije kot celote in posameznih držav od preostalega sveta. Mi smo si sami sebi predpisali izjemno visoke kriterije in merila na vseh področjih, od človekovih pravic, varstva okolja, kjerkoli želite. Na koncu koncev pa ostali odvisni od uvoza neke zaščitne opreme iz Kitajske, kjer pa so standardi, kot vemo, precej nižji. Torej, mi zavestno sami sebi onemogočamo razvoj na nek način in s tem postajamo odvisni od drugega sveta. Absurd pri tem pa je, da sprejemamo te nižje standarde od druge, ki jih sebi ne dopuščamo. Tudi med udeleženci foruma se je pojavilo vprašanje o pripravljenosti prenosa del javnega zdravstva na evropsko raven, postavil ga je Dušan Keber. Morda lahko nanj odgovori pač Klemen Grošelj. Ja, poglejte, jaz bom tako rekel, jaz ne vidim prenosa. Govoril sem o tem, da tisto, kar dejansko jaz nekako vidim kot realno rešitev, je, da se vzpostavi evropski mehanizem, ki bo v podobnih trenutkih, kot je bila ta kriza, kot zdravstvena kriza, lahko pomagal preobremenjenim nacionalnim sistemom. Da bomo imeli sistem, kjer bi lahko recimo določeno medicinsko opremo si države medsebojno v okviru teh strateških zalog, ki jih zdaj komisija že oblikuje in ki so se medtem že sprostile v primeru recimo Italije, Španije, iz skladišč v Nemčiji in Romuniji, da bi se recimo lahko nekaj podoben sistem oblikoval. Ne gre za to, da bi pač Evropska unija prevzela vso odgovornost za javno zdravstvo, ampak da se v teh kriznih razmerah lahko to sprosti. Zdaj bi še malce več, če lahko malce več besede si vzamem. Glede aplikacij, to, kar je bilo omenjeno, komisarka Vestager, seveda tehnološko ima rešitve, je pa tukaj cela vrsta vprašanj vezanih o tem, kako se bodo te podatki zbirali, kdo jih bo uporabljal, kako zanesljivi bojo in tukaj komisija dejansko deluje. Jaz vidim pri komisiji cel kup nekih pobud in jaz pričakujem, da bodo voditelji držav članic to pobude tudi potem podprli in bodo omogočili boljše in hitrejše odzivanje na to krizo, ki sedaj sledi. Jaz ne vidim v Evropski uniji vse tako zelo črno, dejansko so razprave o tem, kakšen bo pokrizni odziv. So razprave glede financiranja tega pokriznega okrevanja, tukaj je več različnih rešitev. Vemo, kakšne so rešitve znotraj Evropskega mehanizma za stabilnost, monetarno stabilnost. Vemo idejo o povečanju večletnega finančnega okvira, o skladu za okrevanje. Tukaj je več rešitev. Jaz mislim, da tista temeljna in osnovna solidarnost med državami, članicami vendarle obstaja. Katere vodilne države so jasno izrazile pripravljene, da so pripravljene povečati svoj prispevek v evropski proračun. Torej, jaz mislim, da ni tukaj vse tako zelo črno. Tudi recimo komisar Breton je že napovedal tako imenovan koncept strateške suverenosti Evropske unije, se pravi vračanje ključnih kritičnih strateških industrij v Evropo. Govorimo o tehnološki in pa gospodarski suverenosti Evropske unije. Vse to so ukrepi, ki bodo prišli, vse to so pobude, ki bodo prišle iz evropske ravni. Seveda vprašanje pa je tukaj, in tukaj treba biti jasno povedati, realizacija bo na državah članicah. In to je ključno, se pravi, pobude tukaj bodo, raziskave in razvoj, povečanje finančnih sredstev v okviru Horizonta Evropa so predvidene. Torej, tukaj ni vse tako zelo črno. Je pa dejstvo, da je pred nami so izredno zahtevni časi. Ta kriza, ki se je zgodila, bo imela hude in dolgotrajne posledice. Jaz verjamem, da bo ključno, kot sem rekel, kot sem že enkrat izpostavil, na eni strani zagon evropskega gospodarstva, potem blažitev socialnih posledic te krize in pa krepitev, kot sem rekel, te tehnološke in razvojno-raziskovalne suverenosti Evropske unije. To pomeni, to pa treba da se zavedati, pomeni spremembo globalizacijskih trendov. Evropska unija do zdaj je bila ključni motor in ključnih motorjev globalizacije, to pa sedaj pomeni neki drug model, nek drug sistem, v katerega se bodo pa tudi morali prilagoditi
vse države članice in Unija oziroma zveza kot celota. Gospod Grošelj, še trenutek bi se zadržal pri vas. Malce slaba popotnica je podatek, da se v Uniji obeta pač recesija zgodovinskih razsežnosti. Vi ste bili tudi sicer že pred časom, pred krizo kritični in skeptični, ko gre za sprejemanje večletnega finančnega okvira, 7-letnega evropskega proračuna. A je kriza pogajanja še otežila ali jih bo upočasnila ali morda po vašem pomeni nek pospešek v pogajanjih in predvsem drugačen pristop k temu? Mene predvsem veseli to, da so določene države, in tukaj bom izpostavil predvsem Nemčijo, že jasno povedali, da so pripravljene prispevati več. Tisto, kar pa me dejansko malce skrbi znotraj celotnih pogovorov, so nekatere ideje, ki zelo spominjajo na ta Junckerjev sklad. Torej, komisija zopet govori o tako imenovanem pretenašanju težišča v večletnem finančnem okviru iz konca na začetek, kar pomeni, da bi zdaj večino sredstev lansirali v začetnih letih, potem so vse postavili vprašanje, kaj bo potem v 5., 6. in 7. letu. Tisto, kar sem malce skeptičen, je predvsem to pričakovanje, da se bodo zadeve, da se bodo ta finančna sredstva multiplicirala, ker Junckerjev sklad tega ni potrdil, kar pomeni, da tisto, kar pričakujem od komisije, tudi kar je tudi parlament pravzaprav zahteval od komisije, je večja realističnost pri načrtovanju. Dejstvo pa je, da tisto, kar tudi mene malce skrbi, je tako imenovan asimetrični odgovor na krizo. Zdaj komisija vedno bolj poudarja in tudi med državami članicami se to vedno bolj uveljavlja, ta koncept asimetričnosti krize, kjer pač trdijo, da so določene države bile bolj prizadete, nekatere manj prizadete in da bi temu moral biti prilagojen tudi odziv. Tisto, kar pa me navdaja z optimizmom, je pač ta pripravljenost, da se zadeva, da se ta soočanje oziroma obnova, okrevanje financira skozi večletni finančni okvir, kar pomeni, da bo do tega pomoči, teh bodisi nepovratnih sredstev, bodisi kreditov, bodo upravičene vse države članice. Se pa bojim, da bodo nekatere države članice vendarle bile bolj upravičene kot druge, kar lahko vodi, to pa je malce moj pesimizem tudi, lahko vodi v nepotrebne notranje napetosti znotraj Evropske unije, ampak vendarle sem prepričan, da na koncu bomo razvili oziroma oblikovali mehanizem, ki bo omogočil celovito okrevanje Evropske unije, ker tisto, kar se je jasno pokazalo, brez delovanja notranjega trga, karkoli se v njem mislili, kakorkoli ga imeli za preveč zbirokratiziranega, brez tega notranjega trga, pravzaprav bi bilo vsem državam članicam Evropske unije bistveno slabše. Jaz si recimo ne znam predstaviti, kako bi funkcionirala Italija za 159% dolgom v BDP-ju, kako bi recimo funkcionirala na mednarodnih finančnih trgih, samostojno. Vemo, da je institucija, v katero sta bila izvoljena, tista, ki bo imela zadnjo besedo pri sprejemanju večletnega finančnega okvira. Gospa Romana Tomc, kakšna so vaša pričakovanja? Vemo, kako zelo kompleksna so bila ta pogajanja. Vsaka stotinka odstotka je bila pomembna, kar naenkrat se pogovarjamo o precej višjih številkah in pri čemer se upošteva tudi ta sklad za okrevanje. Kakšna so vaša pričakovanja, tako glede višine kot časovnice? Ja, res je, o tem se v teh dneh največ pogovarjamo in rečem lahko samo to, da smo še zelo daleč vsak sebi. Zadeve resnično so tako zelo preproste, že prej so bile težave, še pred krizo. Zaradi reševalnega mehanizma pa so te zadeve seveda še eskalirale. Tako da ni popolnoma nobenega odgovora o tem, kakšen bo večletni finančni mehanizem. Nekaj bi rada se pojasnila, ker to realnost v bistvu vsi vedno pozabljamo in zaradi tega tudi najbrž včasih ne najdemo pravih odgovorov. Poglejte, za vse to, kar bo Evropa dala ali preko nepovratnih sredstev, ali preko povratnih sredstev državam članicam, vse to bo treba na nek način nekje dobiti. In ali bomo dobili to tako, ta sredstva, ki so sedaj, ki zajemajo določen odstotek bruto domačega proizvoda, ki naj bi se povečal, toliko naj bi države vplačevale v evropski proračun. Ali se bo povečal prispevek držav, ali se bo uvedel nov evropski davek, ali pa seveda tretja možnost, o kateri pa zdaj se res krešajo najbolj mnenja, se bo Evropska unija v svojem imenu zadolžila na svetovnih trgih
in potem ta dolg seveda posredovala državam članicam. Ampak ta dolg bo treba vrniti in nevarnost pri tem dolgu je, če se bo Evropa zadolževala, seveda se mora zadolževati na svetovnih trgih, kdo ji bo posodil denar, nikakor si ne želimo, da tukaj postanemo še bolj odvisni od kakšnih kitajskih ali pa katerihkoli vlagateljev, ker s tem na nek način prenašamo tudi svojo suverenost. To je velika nevarnost in seveda o tem, kot sem prej rekla, ni še prav nobenega dogovora in 1000 različnih mnenj. Besedo bi dal še gospodu doktorju Ihanu, vem, da ga čakajo druge delovne obveznosti. Morda za sam konec, kako vi gledate na solidarnost financiranja javnega zdravstva iz evropskega proračuna? Se vam zdi, da je tu storjenega dovolj ali bi si želeli, da bi morda se tu izkazala večja solidarnost? Solidarnost v smislu krizne solidarnosti, to je seveda področje, o katerem velja razpravljati. Jaz ne verjamem v neko enotno ureditev zdravstvenih sistemov v Evropi, zato ker je tukaj vendarle preveč nekako, so ti sistemi zelo različni, bazirajo na čisto različnih predpostavkah, vmes so zavarovalnice, kar pomeni, praktično Evropa se nikoli ne bo dala glede zdravstvenih sistemov nekako na koščke, da bi potem spet sestavili. Tako da v domeni solidarnosti bi se verjetno dalo marsikaj narediti. Bi se pa mogoče samo odzval na to ocenjevanje krize. Zdaj, to ocenjevanje krize med vrsticami se vedno govori, kot da je kriza šok, ki bo minil. Se pravi, če je kriza šok, ki se ga bomo znebili, potem vse te predpostavke v krizi držijo. Ampak moramo pa vendar pomisliti na neko možnost, da se marsikaj o tej epidemiji še ne ve. Recimo, ne ve se niti, koliko je realna umrljivost vseh, ki so okuženi. Ne ve se, ali pri prebolevnikih traja imunost ali pa ne. Ne ve se, kaj se zgodi s tistimi 15% ljudi, ki težje zbolijo, ali bodo imeli trajnejše posledice, ali ne bodo imeli. Ne ve se, ali se bo uspeh zdravljenja teh 5%, ki pa zelo resno zbolijo, povečal ali ne. Ne ve se, ali se bo našlo cepivo oziroma zdravila ali pa ne. In v slabših variantah teh odgovorov to pomeni, da ta kriza ne bo šok. Se pravi, ne bo šok, ampak bo strukturna kriza. Kar pomeni, če bo virus v resnici postal, kar nihče ne želi, če bo v resnici postal nekaj, kar radikalno zmanjšuje življenjsko dobo, kar popolnoma spremeni perspektivo starejše in obolele populacije, potem bo seveda to neka kriza, za katero ne moremo zdaj planirati, da bo samo finančni udar, ki bo zahteval neka posojila, ki jih bomo potem vračali, ampak bo mogoče kriza, ko se nekatere dejavnosti sploh ne bodo več splačale, ko bodo druge dejavnosti zahtevale čisto neke druge usmeritve. O take vrste krizi pa mislim, da si zdaj niti ne upamo še razmišljati, zato ker upamo, da jo ne bo. Ampak vendar pa je treba majčkeno razmišljati, zato tudi takrat, ko je bila okužba na Kitajskem, smo na podoben način upali, da je to pač njihov kitajski problem in da tega problema pravzaprav k nam ne bomo dobili, in potem smo videli, da to upanje, ki je bilo v podzavesti, se pač ni uresničilo. Doktor Ihan, najlepša hvala za to, da ste se odzvali vabilu k razpravi in za vsa vaša pojasnila. Tudi z ostalimi sogovorci bomo počasi debato sklenili. Rad pa bi na tem mestu opozoril še na dokument iz sredine aprila, ki ga je potrdil Evropski parlament. Gre za resolucijo Evropskega parlamenta, ki spodbuja evropsko proizvodnjo medicinske opreme in farmacevtskih izdelkov, pa financiranje raziskav, skupno naročanje, zaščito delovanja notranjega trga, nemotene dobavne verige. Romana Tomc, kakšne zadržke ste imeli s kolegom Milanom Zverom, da dokumenta niste podprla?
Ja, to naj bi bil resnično dokument, ki naj bi bil namenjen temu, da bi povedali, kako bomo ravnali v prihodnje, kakšne ukrepe bomo sprejemali, ampak kot je to že pri nas v navadi, se potem v takšnih bolj obširnih dokumentih najde še en kup stvari, od recimo vladavine prava, do varstva pravic manjšin, do migracij, do meja in skratka vse, kar je treba in kar ni treba. In potem se zgodi, da določene stvari enostavno niso sprejemljive. In zame seveda ni bilo sprejemljivo dejstvo, da je bilo v tem dokumentu zapisano tudi nekaj čisto konkretnih neresnic, ne samo ocena o stanju pravne države oziroma o delovanju vlade Madžarske v času pandemije, kajti mogoče par ur pred tem, ko smo obravnavali oziroma glasovali o tem dokumentu po elektronski poti, nam je madžarski kolega predvajal zasedanje iz seje parlamenta na Madžarskem. V tem dokumentu je pa recimo pisalo, da je parlament suspendiran. Tako da to so take stvari, ki zmotijo. Mene je recimo, bi rekla, 98% stvari, ki so bile notri zapisane glede nadaljnega ukrepanja na evropski ravni, kar se tiče gospodarstva, kar se tiče sociale, kar se tiče finančnih inštrumentov, absolutno lahko podprem in se mi zdijo dobri. Škoda je, da moramo vsakič znova takšne dokumente pač nekako omadeževati z vsebinami, o katerih bi se sicer morali pogovarjati, samo morda na kakšnem drugem mestu. Poslanka Romana Tomc, če se ne motim, tudi vas kličejo nadaljnje obveznosti. Najlepše se vam zahvaljujem za udeležbo v tem spletnem seminarju. K zaključni besedi pa vabim še preostala gosta, in sicer morda Jelko Kacin, najprej vas. Ko se bomo čez čas ozrli nazaj, kje bomo opazili pozitivne dosežke transnacionalnih politik, ukrepov Evropske unije? Torej, jaz bi rekel, da je Slovenija tista dobro organizirana država, ki hodi pred drugimi. Ta teden smo predstavili rezultate te raziskave o spremljanju razširjenosti covida po Sloveniji, ki je prva taka v svetu, ki je ne le osredotočena na testiranje in prisotnosti, ampak ki vključuje tudi analizo krvi, obdelavo krvi in ki bo trajala vsaj pol leta. In ki vključuje veliko število ljudi, ne le tiste, ki neposredno sodelujejo, ampak vsi ti so tudi raziskovalci, so opazovalci, ker opazujejo svoje najbližje in o tem vsaj 2-krat mesečno poročajo. Torej, te izkušnje bomo delili z drugimi in to je zagotovo naša vloga v Evropski uniji, tudi v luči bližnjega predsedovanja, kjer bo ta trojka, Nemčija, Portugalska in Slovenija. Nemčija najbrž še zelo virtualno, Portugalska že manj, mi pa si želimo čim manj virtualno in čim bolj realno predsedovala Evropski uniji in takrat bomo imeli kaj povedati. Slovenija tudi v zvezi z vprašanjem, ki ste ga prej naslovili, veliko vlaga v financiranje naporov, da se pridobi cepivo in zdravilo. Od 13 milijonov in nekaj je velika večina namenjena našim raziskovalnim ustanovam. In tisto, kar bi rekel ob koncu, so ta preprosta dejstva. 7. maja je bila podpisana kapitulacija Nemčije, ki je začela veljati 8. maja. V Sloveniji je dan zmage 9., ker so se stvari nadaljevale še tam pri Topolščici in pri Poljani na Koroškem. Ampak jaz bi za konec čestital za dan zmage, predvsem pa za dan Evrope, ki je vezan na ta sloviti predlog Roberta Schumana za ustanovitev skupnosti za jeklo in premog, ki je pravzaprav temelj današnje Evropske unije. Vsekakor z unijo lažje nekatere stvari obvladamo, ali smo pa to znali in ali so znale evropske inštitucije to dobro izkoristiti, je pa drugo vprašanje, ampak verjamem, da bomo v času tega trojčka tudi mi poskušali prispevati k temu, da bi bile evropske inštitucije bolj na eni strani operativne, na drugi strani pa v očeh državljanov bolj prepoznavne.
Gospod Jelko Kacin, najlepša hvala za vašo udeležbo v spletnem seminarju. K zaključni misli pa greva še z dr. Grošljem. Zanima me vaša ocena, ali bo mogoče pokazati na neke pozitivne dosežke transnacionalnih politik, ukrepov Evropske unije, vseevropskih ukrepov, ki bodo lahko utišali glasove nosilcev tistih politik, ki tudi na primeru aktualne krize poudarjajo, da se je za najbolj učinkovito izkazala država, nacionalna država, ne pa Unija. No, jaz sem v to prepričan. Jaz verjamem, da bo Evropska unija zmogla to politično modrost, da bo presegla tiste notranje delitve, ki obstajajo, in vzpostavila močan, robusten, skupen odgovor na prihajajoče izzive, ki jih bo prineslo soočanje predvsem s posledicami te krize, ki jo je povzročil koronavirus. Meni se izredno zdi pomembno tudi to, da smo v resoluciji, katero ste prej omenili, vključili tudi nekaj, kot je bilo rečeno, nekaj odvečnih stvari. Jaz mislim, da razprava o temeljnih vrednotah, na katerih pravzaprav sloni Evropska unija, o teh temeljnih vrednotah, kot so človekove pravice, svoboda medijev in človekove pravice, so temeljne vrednote, o katerih mora Evropski parlament vedno govoriti, še posebej v tem času in tem obdobju, ki je poln simbolike v končni fazi. Govorimo o tem, da zakaj je parlament pravzaprav neke stvari vključil v to resolucijo. Moramo se zavedati, da je recimo organizacija, ki se ji reče Freedom House in ki je bila zgodovinsko vodilna organizacija, ki je vodila boj proti nacistični Nemčiji, ki je na današnji dan dejansko kapitulirala in ki je pravzaprav vodila tisto neko ideološko platformo, na kateri je zgrajena povojna ureditev, je opozorila, da imamo v Evropski uniji državo, ki ne sodi več med demokracije. To je en element in jaz mislim, da tudi kljub tem kriznim dogodkom in tem kriznim razmeram na to moramo opozoriti. Jaz pa verjamem še vedno, da bo Evropska unija preživela, večkrat je bila že obsojena na smrt, rečeno je bilo, da bo razpadla. Prepričan sem, da nas tisto ni samo tisto, kar nas veže notranji trg, ampak vedno bolj tudi politično povezovanje. Je pa seveda kot vsaka neke vrste, bom rekel, evolucijska struktura, kot Evropska unija je pred novimi izzivi. Mislim, da bo gospodarskemu povezovanju potrebno slediti tudi politično povezovanje in to pa je tista modrost, ki jo moramo potegniti iz te tudi aktualne krize. Sami enostavno ne zmoremo. Jaz si ne znam predstavljati, kako bi posamezne države članice lahko vodile enakopraven dialog z državo, kot je recimo Kitajska. Ni pozabimo, Kitajska ni demokratična država. Torej, bistveno lažje je za Evropsko unijo, tudi če morda vse ni idealno, je še vedno je evropski okvir boljši, predvsem pa ne pozabimo, Evropska unija je tudi garant miru na evropskem kontinentu. In videli bomo, kakšen evolucijski korak bo zmogla 27-terica. Pri koncu smo, najlepše se zahvaljujem gostom, hvala pa tudi vam, spoštovane udeleženke in spoštovani udeleženci tega spletnega seminarja in vabljeni, da se vabilu pisarne Evropskega parlamenta vnovič odzovete prihodnji petek. Hvala lepa in lep dan. Hvala tudi vam, nesrečno. Nasvidenje.